Ja, živijo ekipa, evo, pozdravljeni spet v novi epizodi podcasta o skarizmi. Zdaj že veste, zakaj gre, tako da mi ni treba posebej razlagati. Z mano bo pa spet Oskar, tudi njega poznate, pač popotnik, ki je svojo strast z leti zelo uspešno prelil v agencijo Oskar, ki je pač eden ključnih igralcev na domačem trgu, kar se tiče potovalne oziroma popotovalne ponudbe v prvem delu, če se spominjate, če ne, si pejte pogledati vse na YouTubeu in seveda ostalih ponudnikih podcastov. Sva govorila o stopnjah, evoluciji in pač stilih potovanja. Obdelala sva predvsem prvega in drugega, kar pomeni, Oskar, da imava še par zelo pomembnih, ne tako malenkostnih stvari za razčistiti. Ja. Pozdravljen spet, živijo. Pozdravljeni. Kako si? Dobro, v redu, lepo, sproščeno, V redu? v pričakovanju. Ja, no sej, pravzaprav bova nadaljevala tam, kjer sva zadnjič končala, ampak je prav, da narediva en tak mehek preliv. Ne? Skratka, prva, druga, tretja in četrta. Tako. Ne, zdaj, mogoče bi ponovila prvo pa drugo, ne? Da bova potem lahko nadaljevala. Ja, mi smo našo ponudbo oziroma naše potovanje razdelili na 4 stile. In sicer tako, da smo, najprej bom naštel, potem pa vsakega na kratko opisal. Prvi stil je stopnja 1 ali počitnice. Potem drugi stil je stopnja 2 ali turistična potovanja. Tretji stil so stopnja 3 ali tako imenovana doživeta potovanja. In četrti stil smo imeli včasih stopnja 4 avanturistična, ampak smo potem spremenili in smo četrti stil je danes v bistvu stil Oskar Plus, ki nagovarja pravzaprav, da se dogaja nek presežek čez, avanturizem in še marsikaj drugega, kar je povezano z avanturizmom. To so torej ti 4 stili, s tem, da bi razdelimo na 2 dela, in sicer rečemo stopnja 1, počitnice ali pa 2, turistična potovanja, so nekaj običajnega, standardnega, to, kar najdemo tudi pri drugih ponudnikih in seveda tukaj gre za neka klasična turistična potovanja ali pa počitnice. A lahko je praktičen primer? Ja, počitnice so lahko, recimo počitnice na Baliju ali pa počitnice na Maldivih ali pa počitnice na koncu, sicer mi tega ne delamo, tudi v Turčiji, v enem all-inclusivu, ne. Gre za to, da se z letalom nekam odpelješ, prideš v nek hotel, preživiš nek čas na enem mestu, si po želji pač uživaš ali privoščiš neke izlete po želji in potem greš nazaj domov, ne, se pravi bivanje na enem mestu. To pomeni, velikokrat se pojavi pol to, da ti pač greš tja, tam si v nekem udobju, oziroma tisto, kar si izbral, ampak tam potem prevladuje tak bolj domač način življenja, mišljenja in tako dalje, neko udobje. Seveda pa mi tukaj tudi pazimo do tega, da tudi ta počitniški čas osmislimo z nekimi izleti ali pa z nekimi vsebinami, da na koncu dobimo čim večje doživetje tudi tukaj. Skratka, počitnice je neko udobje v kontekstu udobja prostora, od koder prihajamo. Tako. Z neko nadgradnjo in malo bazena, malo izletov in se vrnem domov. Točno to, ne? S tem, da seveda pa tudi tukaj dajemo počitnicam svoj ton. Recimo, če šel na Maldive, so to počitnice, kaj sem upovabil, morje, izletje, plavanje z delfini, z tem in onim četrtim, če greš na Mauritius, so spet z lokalnimi, tako da skušamo to dinamiko vzpostaviti. Tudi na Maldivih gremo lahko v lokalne otoke in tam se spletamo z lokalno tradicijo, tudi muslimansko, bolj avtentično, tako da tudi to je možno precej lepo zapakirati v tako mehko, pa kljub temu izrazno doživetje. Kaj pa zdaj drugi stil, kako se imenuje? Drugi del so pa turistična potovanja, ne? To so pa potovanja, ki zaznamujejo, se pravi recimo 8 dni Egipta, Kairo, križarjenje in recimo križarjenje po Nilu in piramide. Ali pa klasična Turčija, 8 dni, 9 dni, kjer se v glavnem je poudarek na znamenitostih, na teh glavnih highlightih neke dežele in zdaj mi naredimo program, naredimo eno tako vsebinsko zasnovo, da vse to lepo vidimo, spoznamo z nekega določenega udobja in pa tudi z neko učinkovitostjo. Ponavadi so turistična potovanja bolj produktivna, v smislu je, da se čim več v čim krajšem času vidi, pa tudi za neko cenovne učinkovitosti, pa hkrati mora biti nek standard varnosti, preglednosti, skratka, da človek, ki prebere program, nekako ve, ima eno vizijo, kako bo vse skupaj potekalo, brez kakšnih hujših presenečenj, ne, in da bo spoznal tisto deželo in videl tisto, kar je v program vključeno. Ok, te lahko sam še vprašam, kaj pa pomeni to, kar si omenil, se pravi, to so že nekoliko manj počivamo, program je bolj zgoščen. Ja. Kaj pa pomeni brez kakšnih večjih presenečenj?
Ja, v bistvu poudarek je, da gre po programu ali pa recimo potem tudi izvedba gre v skladu s pričakovanji. Se pravi, so neka pričakovanja, te pričakovanja izpolnimo, ne? Se pravi, mi gremo v Egipt in vidimo piramide, vidimo templje, križarimo po Nilu v hotelu ali na ladji 5 zvezdic, če je to tako vključeno v programu. Imamo te in te izlete in oglede in to je to. Skratka, še vedno pa sama ponudba in tudi sama izvedba skozi, bom rekel, izvajanje vodnika skrbi, da recimo jaz tam ne bom doživel prevelikega kulturnega šoka ali pa ostalih nevšečnosti, ki me bodo vznemirile, če si ne predstavljam, da bi bil to moj način. Ne? Ja, velikokrat je to, tudi so tako intenzivna potovanja, ker je poudarjeno, da se čim krajšem času čim več vidi in spozna, da ni časa za kakšne druge globja ali pa kakšna močnejša doživetja. Po drugi strani je pa velikokrat se ta turistična potovanja grejo po teh turističnih krajih, kjer je več ali manj vse prilagojeno turizmu, kar je po eni strani udobnejše, ne, se pravi, ker je turist bolj sirat ima, da je udobno potuje, ne, hkrati pa je oropano tiste enkratnosti ali pa prvinskosti gostujoče dežele. Ampak ja, gre po tej, lahko rečemo, pravljici. Ne? Recimo, če gremo v Egiptu, imamo, v Egiptu živi 100 milijonov ljudi, od tega je 200-300 tisoč ljudi vključeno v turizem in vso to industrijo turizma, ne? In ti se gibljaš tam naokrog, vidiš vse tisto, kar je najbolj glavno. In velikokrat prideš po 8-9 dneh iz teh klasičnih potovanj domov, poln spomenikov, poln piramid, templov, Nila in tistih zvenečih besed, pa brez občutka, kako ti ljudje sploh živijo, tistih 99,5 milijona ljudi. Ok, in to verjetno, del tega pa lahko dobim s tem tretjim potovalnim stilom, ki ga pa zadnjič nisva v detajle obdelala. Ja. Je pa zanimivo, da si potem, ko sva končala oddajo, ko sem te vprašal, zdaj tam si verjetno skozi moja pričevanja ugotovil, da nisem preveč izkušen popotnik, no potem sem te pa vprašal post festum, kaj pa misliš, zdaj, kater potovalni stil bi pa meni priporočil in si takrat rekel tretjega, potem sva se pa zaradi neke intervencije razšla in je to ostalo brez argumentacije. Ja, no. Zakaj si me dal v tretji razred? To jemljem kot kompliment ali kot grajo? Jaz sem... To prepuščam. A nisem dovolj dober za četrtega? Zelo dobro, zelo dobro. Ja, namreč od tukaj naprej pa začne, jaz temu pravim, Oskarjevi potovalni stili oziroma se začne naša potovalna logika. Namreč obstaja en izrek v agenciji Oskar, ki pravi, nihče ne potuje zaradi tistega, kar plača in ne more plačati tistega, zaradi česar potuje. Se pravi, kar plača, to je tisto, kar potuje na enki ali pa dvojki, se pravi na počitnicah in na turističnem potovanju potuješ zaradi tistega, kar si plačal. Plačal si letalo, neke oglede in tako dalje. Tukaj pa se zdaj menja, zakaj? Ker potujem jaz. In ko potujem jaz, potujem zaradi mojih doživetij, izkušenj, spoznanj, zaradi nekega mojega odziva in vse skupaj in tega se moram plačati. Potem pa kar enkrat se pojavi to, da se zdaj pa vse tisto, kar plačaš, se pravi letalo, hoteli, prevozi in tako dalje, kar je tudi neki stroški, ki si jih dal, služijo zgolj kot osnova, da te nekam odpeljejo in pa v neko gibanje, ampak da pa v bistvu je smisel potovanja tisto, česar ne moreš plačati. Ne? Se pravi, potuje za tistega, česar ne moreš plačati. Se pravi, to pa je tisto, kar jaz sam doživljam. In to se je meni dogajalo, ko sem sam potoval. To sem recimo tudi jaz izkusil in zaradi tega je pravzaprav nastala agencija Oskar, ko sem jaz na svojih lastnih izkušnjah baziral potovanje in si rekel, tudi mojim sopotnikom si želim omogočiti doživetje, kot sem jih jaz sam doživljal, ko sem potoval sam in tako dalje. In če greva zdaj recimo na ta isti Egipt, in greva stopnjo 3 doživeta potovanja. Egipt skozi stopnjo 3, ne? Skozi stopnjo 3 doživeto potovanje. Okay. Prav tako imamo vse. Imamo infrastrukturo, imamo hotele, imamo hrano, imamo WC in vse tisto in pa to infrastrukturo, kot jo ima tisti, ki je potoval na dvojke, se pravi na turistiki. Ampak jaz gledam, kaj Egipt kot dežela nudi sopotniku po njem. In kar naenkrat ugotovim, da je to dežela strahovitih kontrastov. In recimo že sam Kairo. Imaš koptski Kairo, imaš stari muslimanski Kairo in imaš tisti faraonski Kairo. In že je ta kontrast teh treh Kairov, se pravi in pa turistični Kairo, še rečemo četrti. Če ti zdaj te 4 Kaire
potniku ali pa sopotniku približaš, boš dobil en strahoten kontrast, ki te pelje praktično skozi 5000-letno zgodovino. Ne? In začutijo, kaj je to turistični Kairo, to je tam okoli Giz, piramide in tisti kompleksi hotelov in tako dalje. Po drugi strani pa stari Kairo, kjer ni nobenega praktično turista, kjer se sprehajaš skozi ulice, kot bi bil neke vrste srednji vek. Pa imaš koptski Kairo, ki je pač krščanski, ne? In je tudi ta lepo razviden, ne? Se pravi, sam način življenje tam je drugačen. Ne? Potem imaš recimo na Kairu imaš največje mesto kot smetiščno mesto. To je 500 000 ljudi živi na smetišču pod goro Mokatam. In to je gotovo eno doživetje, ki človeku ni prijazno, ker na smrdišču res smrdi. Ampak gor imaš pa eno čudovito krščansko cerkev, čisto od spodaj. In potem, ko se sprehajaš, te gotovo te ljudi, ki so si zgradili svoja bivališča na smetišču, pa odživijo od te reciklaže, ne? Ja, te presune in to zelo močno doživetje. Potem imaš pa še recimo v Kairu, imaš še mesto mrtvih, se pravi na pokopališču fatimitskem je zgradilo, ne vem, živi 100-150 000 ljudi, ki živijo na pokopališču, oskrbuje in tako dalje. In ti se sprehajaš med temi grobovi, a ne, to je že leta, stoletja staro grobišče, in hkrati ljudje in oni živijo med temi grobovi. Skratka, to so pa doživetja, ki jih nikjer drugje ne moreš doživeti. In zdaj, vidite, dvojka je tisto, ko rečeš, grem, vidim piramide, vidim egipčanski muzej, vidim vse te glavne stvari, se pravi piramide, Gizo, Sakaro, kaj sem tistih glavnih par stvari, ne. Drugo pa je, da en dan nameniš temu, kar valjda mora biti in brez tega ne more biti, drugi dan pa posvetiš vsem tem doživetjem. Kaira samega, ne. In potem recimo greš skozi dolino Nila in zdaj ti lahko tam na križarjenju na teh ladjah 5 zvezd v vsem udobju, križarkah gor 3 dni bivaš, imaš vse udobje, imaš bogate bifeje in tako odprte bifeje, hrano, pijačo, vse kar si želiš in opazuješ dol in hodiš mal na tam, mal ta tempelj, mal on tempelj, mal te tempelj, ne. Ampak hkrati pa kako je doživeti to strahoten kontrast med Nilom na eni strani in pa med puščavo na drugi strani. In imaš ti Nil, ki je modro-zelen, potem imaš, ali pa moder, potem imaš zelen pas levo in desno, kjer pomeni življenje, tam dokler voda sega in potem na obe strani čista puščava. In brez gore na vrhene sipine in pogledaš dol, vidiš življenje in na drugo stran vidiš neskončno puščavo. In to je ta kontrast, ki ga vidiš med kaj je življenje pa kaj je smrt na drugi strani, ne. In kaj je ta živi del doline Nila in oni, ne. In potem imaš možnost tukaj opazovati življenje ob Nilu, ker tukaj živijo vsi ti ljudje. In recimo na mesto z veliko križarko, kjer je udobje, raj 2 dni prepotuješ z malo feluko, to je tista vetrna, to so tiste tradicionalne se pravi barke na veter, ne, jadrnice, ki grejo zelo počasi, ampak brez motorjev, drsiš po Nilu, ne, potem obiščeš nubijske vasi, ki so tam recimo v tem zgornjem delu, mogoče celo kakšno noč prespiš med domačini, ne, se pravi ješ njihovo hrano, kot je njihova, ne, in po 2 dneh prideš pravzaprav presunjen s to drugačnostjo Nila, ne. Potem recimo, zakaj se ne okopati v Nilu, spodaj pod jezom, če si že tam, da se okopaš v tej veličastni reki, ki jo imamo že od praktično osnovne šole vsi v ušesih, ne, kot eno teh glavnih, ne. Podobno kot se okopati v Efratu, v Tigrisu, v Indu, če je, ne, če se le da. Zakaj ne, če si tam, ne? Isto je ta razlika, ko na koncu seveda po eni strani ti tako udobno, žrtvuješ udobje, ali pa recimo prespati na feluki, se pravi na tej jadrnici, na palubi, ja, v spalki, skromno večerico, ne, ampak gleda zvezde, zvečer ješ lahko na sončni zahod na sipino, skratka, to je popolnoma ena druga zgodba, ne. In tukaj, in teh kontrastov je recimo, jaz če vodim in je tukaj recimo v konkretnem primeru Egipta ogromno. In potem sem si jaz izpostavil in si rekel, stopnja 3, doživeta potovanja so pa tista, kjer pa iz mojega sopotnika, ja, peljem skozi te kontraste, da z v bistvu ciljem, da bo on doživljal. Še vedno je infrastruktura dovolj stabilna, se pravi, vsem in tja gremo izven udobja, prespimo lahko pri domačinih kakšno noč, ostalo pa še vedno so to hoteli. Ker enkrat doživeti je močnejše, ne rabimo mi hotelov 5-6 zvezdic, lahko tudi manjši hoteli, blizu centrov mest, ker gremo zvečer lahko na tržnico, potem na mesto vključenih polpenzionov in bogatih večeri z teh, ki so, se pravi, menijskih in pa self-service, gremo jesti v domačo
restauracijo tam na tržnici, kot jedo domačini, tako kot jedo tam, kjer jedo, gledamo te ljudi, kako hodijo, kako živijo, kako pijejo čaj in tako dalje in usrkavamo drugačnost vase. To je ta razlika med na eni strani udobjem in na drugi strani, ok, daš en del udobja, še vedno ga pa imaš dovolj, da imaš občutek varnosti in vse skupaj. Tudi slovenski vodnik, lokalni vodnik, najeti prevozi. Skratka, vse, kar se da, da je to učinkovito, pa vendar je stvar izjemno močnejša, ker se gibljamo pravzaprav po krivulji moči doživeti vsakega trenutka in dežele, kot je. Se pravi, ne gre za neko pravljico o deželi, ampak je ta dežela, kot je, teh 100 milijonov Egipčanov, ki živijo in tudi za razlago, kako oni živijo svojo resničnost, kakšen je njihov pogled na svet, njihove težave, njihove prednosti, njihovo veselje, kaj se veselijo, zakaj se to, kako oni delujejo v njihovih naravnih okoljih. No, to je razlika. In pa seveda poleg te tradicije tudi narava, stik z naravo. Pri doživetih potovanjih je več sprehodov, več gibanja, zato ker s tem, ko mi sebe gibamo, mi kot sopotniki, kot tisti, ki smo v deželi potujemo, se mi zlivamo s to deželo. Lažje se prilagajamo. Eno je, da se ti popelje z avtobusom, za okni, pod klimo, opazuješ neko sipino, drugo je pa, gremo na njo, se sprehodimo, gremo čez. Ok, je pekoče, mogoče malo prešvicaš, mogoče ti je malo sonce, ampak ko prideš gor na vrhu in jo ponotraniš, tebi gre. Gledaš jo od spodaj, od sredine, od zgoraj. Noter si igraš glavno vlogo v filmu. Tukaj si že tisti, ki igraš kot potnik, igraš glavno vlogo. Zakaj? Ker si v kadru. Tretje doživeto potovanje. Potem imamo pa zdaj še četrto, ki ga pa vi poimenujete Oscar Plus. Da mi povej mogoče najprej odkot poimenovanje. Ja, no, tretja, če ne bi še korak nazaj, zakaj je prišlo do četrtega, tretjega je še vedno prijazno potovanje za vsakogar. Tudi tisti, ki je navajen turistike, tudi ki je navajen udobja, tudi recimo moja mama, ki je stara čez 80 let, gre lahko na katerokoli trojko, brez težav. Je za vsakogar. In ki se je pripravljen odpovedati nekemu nepotrebnemu ali pa presežnemu udobju za moč doživeti. Ja, kdorkoli. Ja, torej ti ne poznam človeka, me vpraša, katero potovanje bi bilo zame in jaz rečem Miha, trojka. Ja. Ki je definitivno neprimerljivo močnejše in človeku prijaznejše od recimo enk in dvojk. Tako da, če bi te bolj spoznal, bi ti povedal, valjda, tudi za štirko, ampak za štirko ni več zihar. Zakaj? Pri štiricah gre pa za ene vrste avanturizem ali pa določene, bi rekel, odklope ali pa kar precej velike odstope od običajnega razmišljanja. Najbolj enostaven je ta, da je treba zapustiti udobje za še večjo količino doživetja. Recimo, kaj to pomeni? Zdaj smo recimo pri dvojki ali pa pri enki sva bila v klimatiziranem avtobusu, sva opazovala Nil pa Sipino. Pri trojki sva se povzpela na Sipino, sva spala na Nilu, gledala zvezdno nebo. Pa še vedno sva bila v klimatiziranih avtobusih, ko sva se vozila, in pa turističnem infrastrukturi znotraj. Kako pa zdaj to doživetje nadgradi pol ta famozna štirica oziroma Oscar Plus? Ja, je pa domesti z avanturizmom. Avanturizem je pa pravzaprav kaj, da človeka, sopotnika premakneš v eno značilno drugačnost, ki je na vseh nivojih, lahko je fizično, lahko je na čustveni ravni, na mentalni ravni, se pravi, potem to tudi na dušni, duhovni, vseh 5 plasti v neko nepredstavljivost. Recimo ena taka abstraktna zgodba je recimo 3-tedenski Sulawesi. Torej vstopiš na en modelu Sulawesia in izstopiš na drugo. Vmes pa 3 tedne v značilni drugačnosti tropske, lahko rečemo, samobitnosti. Kjer vse, razen elektrike in nekaj malih teh avtomobilov, je tako, kot je bilo nekdaj. Še vedno orejo z lesenimi rali, še vedno živijo na tak način, kot so nekdaj. In pravzaprav, če jaz tebi to razlagam, ti nimaš, v bistvu lahko ti že razlagam še karkoli, ti lahko imaš eno predstavo, si ustvariš, ampak nekako ne moreš vedeti, kako se boš ti odzval, ko boš ti tam. Ja, razumem, bolj kot po teh stopnjah napredujem, manj oprijemljivo je tisto, kamor vstopam oziroma kar sploh iščem. Torej moram biti tudi jaz, če tako razmišljam, na nek način pripravljen, ker zdaj jaz recimo za enko
so praktično vse stvari naštete. Ne? Zjutraj se bom zbudil, zaužil bom toliko kalorij, tega pa tega tipa, angleški zajtrk, švedski bifej in tako naprej, bazen, voda 25 stopinj klorirana, filtrirana in tako naprej. Pri dvojki, si bom ogledal še piramide oddaleč, bom videl Nil. Tako, pri trojki bomo že neko izkušnjo prostora in ljudi in nekega konteksta kraja, v katerega prihajam in neko, torej razlika med mojo bivanjsko izkušnjo in tisto tam je tisto, kar bo generiralo oziroma napajalo moje doživetje. Ja, odlično. Odlično si to napeljal in dejansko, ko si pa enkrat pri tvojem doživetju in zdaj greš po sipini gor, pa ti ne veš več, kako točno se boš odzval. Ampak za štirico, pa čeprav razumem, pa jaz že tvegam. Ne? Zdaj povedal si ta Sulawesi. Jaz zdaj pristanem na Sulawesiju. To je vstopna točka. Moja civilizacija me izvrže na neki točki. In zdaj se jaz podam na 3-tedensko pustolovščino preko tega otoka, ki živi v nekem popolnoma drugem civilizaciji, ki se napaja iz popolnoma drugega panteona idej. In potem na koncu zapustim otok na nek način spremenjen. V bistvu ne veš, kakšen vstopaš, ne veš pa, kakšen boš izstopil. Točno to. Tvegam, ker če grem na enko, vem, da bom prišel 2 kilograma težji, zapečen od sonca, pa relativno spočitne. Zelo dobro si zadev. Zelo mehna možnost, da boš zgrešil, ampak to je tvegano, kaj pa lahko Oskar dobim na šterki, razen driske. Ja, dobiš eno nepredstavljivo izkušnjo. Tukaj se pravzaprav potovanje razpre njegova pahljača v vseh njegovih potencialih. Vstopiš v neznano, izkusiš se s popolnoma drugimi triggerji, se pravi druge stvari. Potem srečaš se z življenjem, mišljenjskimi koncepti, ki so povsem drugačni od tvojih. Se pravi, odpreš se enemu izzivu in ta izziv potem vstopi vat in ti se z njim nekako, ena izjemno močna izmenjava poteka med to gostujočo drugačnostjo in med tabo, kakršen si. Recimo tudi potem, tukaj se treba prilagoditi, vožnje niso turistične, so lahko v kombih, so lahko po razdrapanih cestah, če hočeš priti v odmaknjene kraje, lahko to ure in ure vožnje, in ti sam soočen in z vožnjami, potem lahko so vremenski pogoji, pa to vse je pač tam nenadzorovano in ti se dejansko prepustiš temu potovanju, se mu odpreš, pravzaprav je eden večjih, jaz temu prideš nazaj pa z neprecenljivim potovalnim bogastvom, z enkratno vrhunsko avtentično zgodbo, ki ostane potem kot neke vrste lifetime experience, kjer si ti glavni igralec, ker si jo sam preživel. In pa se mi zdi z enim velikim prebujenjem samega sebe, ker ta potovanja ful ozaveščajo in pa prebujajo speče dele nas posameznikov, ker nas vržejo iz udobja, nas soočijo z neko nepričakovanostjo s tem, in seveda s tem pa tudi, lahko rečemo, se mi spoznavamo, kako odreagiramo v teh situacijah. Tako da je potencial je izjemen v sami doživetju in tisti, ki recimo zanimivo je, ko so enkrat moji sopotniki začutili, recimo Sulawesi, kam so hoteli? 3 tedne Jemna. Pa v puščavo, pa Hadramaut, pa tako naprej, še takrat, ko ni bilo vojne. Kam so hoteli? 3 tedne Irana. Kam so hoteli? V Himalajo, recimo, tam, severni Pakistan. Kam so hoteli? Centralna Azija, tle, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizija, ali pa recimo tale Xinjiang na Kitajskem. To govorimo zdaj o Oskar plus spektru. To so Oskar plus, to so ta potovanja, ki so avanturistična. Ali pa recimo, in v bistvu so, ali pa recimo 2 tedna puščave, Greš tlele in greš za 2 tedna in si v puščavi 2 tedna in priješ nazaj. Si predstavljaš to abstrakcijo. Daš recimo 3000 evrov in se pripelješ nekam, se že v džip, pa greš noter, si 2 tedna tam noter in priješ ven. Zame kot vodnika je trasa znana. Imamo vse poštimano od zadaj, logistiko in tako dalje. Zate, Miha, ki vstopaš v to zgodbo, nimaš blage vize, kaj se ti bo dogajalo. V bistvu celo strah te je lahko, ker si rečeš, ali mi bo dolg čas in jaz vedno sem rekel tem našim sopotnikom, vzemi vojno in mir s seboj. Boš pa 2-krat prebral, vse to je taka knjiga, ki jo lahko večkrat bereš. Potem pa, tam je praznina, tam je... Kdo prišel z reklamacijo nazaj? Rekel, jaz sem 2-krat prebral Vojno in mir,
Dragi Oskar, meni je dolg čas. Nihče ni knjige tudi odprl, govori samo o tem, kako se ti soočaš potem z nekimi strahovi, kaj puščava. Ne? Preden vstopaš pa puščava, mislim, lahko mnogo, ne? Tudi v našem arhetipskem je povezana s smrtjo, s transformacijo, s prerojenjem. Ne? To je vse povezano, recimo tudi Mojzes je šel v puščavo in tako dalje. To so vse zgodbe, ki jih tam tudi, vsaj jaz kot vodnik jih obnavljam, mečem ven, da vidimo, kakšno arhetipsko osnovo ima puščava v naših glavah. Ne? In čeprav razumem zdaj to, bom rekel, sosledje teh potovalnih stilov, ne, bolj kot, bom rekel, napredujemo ali pa gremo kronološko ali pa pač številsko po vrsti, ne, od 1 do 4, da ne bomo zdaj rekli, da imajo manjšo veljavo potovanje številka 1, pa 2, pa 3, gre pač za različne demografije, za različne ljudi z različnimi okusi, različna povpraševanja. Ampak kar sem želel ugotoviti je to, da bolj ko se pomikamo proti štirici, ne, bolj je ta kontekst, v katerega te zgodba potovanja skozi vodnika postavi, pomemben. Ne? Če smo pri enki, je kontekst bazen, hotel, neka srednje eksotična destinacija. Tako, zgodba je šipka, ne? Pač jo skoraj jo ni. Pri dvojki je več tega. Ne? Pri trojki je pa nek kontekst že zelo pomemben. Ne? Recimo to samo navodilo, ne? Ta odnos, kaj je puščava, ne? Kaj je arhetip puščave, ne? Kaj je puščava v izročilu, bom rekel, naše kulture, ne? Tako kot si začel z Mojzesom, pa to so pomembna navodila. Ne? Ampak kako pa, to me zanima, če greva nazaj, zdaj ti recimo ponujaš različne produkte pod različnimi potovalnimi stili ljudem. Kako dobro moraš poznati ljudi, ne? Da oceniš, za koga je kaj primerno. Ne? Ja, če bi lahko razdelala te 4 segmente, za koga je recimo, komu bi svetoval enko, komu dvojko, komu trojko, komu šterko? V bistvu jaz sem dosti indiferenten glede tega. Vsak pride in ima neka svoja pričakovanja in pa recimo neka, lahko rečemo, hrepenenja. Ne? In potem po nekem razgovoru jaz lahko zelo hitro ocenim, da nekdo si želi enko počitnice in reče, o super, za vas je enka, ne? In super, greste tja, ampak tudi tam se vam bo nekaj dogajalo. Ne? Ja, in fajn. In da nekoga bo rekel, zelo rad potuje na naši dvojkici, ker se počuti varno in z našim stilom je zadovoljen in on potuje in odkriva svet na osnovi, recimo, dvojka na teh klasičnih turističnih potovanjih. Ne? Nekdo tretji bo rekel, jaz bi šel pa nekaj več. In velikokrat se zgodi, da torej ta prehod, ne, ko greš nekaj časa na počitnici, potem pa pridajo ti lepo reče, jaz bi šel pa na potovanje. Ne? In potem, ko so nekaj časa na turističnih potovanjih, jih začne mamiti in se reče, kaj pa so ona doživeta potovanja. In takrat, ko nekdo vpraša, kaj pa so ona doživeta potovanja, zakaj? Ker se veliko o tem govori. In tudi na samih dvojkicah, velikokrat mi lahko insceniramo kakšna manjša doživetja znotraj tudi klasičnih konceptov. Ne? Ja, še gledajte, to je pa doživetje. Ne? In jih peljemo recimo tudi znotraj klasičnega, jih peljemo, kaj s tem, z domačinom na kosilo, recimo, ne? In potem je to top zgodba, ne? Ali pa v neke kraje, ki niso turistični. In potem reče, kje bi mi lahko tega več doživeli. Ali pa nekaj lep sprehod, recimo, tudi znotraj. In potem on reče, nam je pa to všeč, mi bi radi tudi kaj več. Ja, valjda, to je pa trojka, ne? Na trojkah je pa to poudarjeno, ne? Pojte. In potem, potnik se samo odloči, grem v trojko, ne? Ker za trojko se moraš pa zavestno odločiti. Zakaj? Zato, ker so to daljša potovanja, praviloma so tudi nekoliko dražja, se pravi, ker rabiš več, za doživetje rabiš več časa, kot sam za ogled. So tudi jasno je, da bodo določeni večji napori ali pa bolj intenzivna potovanja in je prav, da človek ve, v kaj se spušča. Ampak ko enkrat gre na sopotnik na trojko, se izjemno težko vrne nazaj na dvojko. No, se to me zanima, kakšna je približna statistika? Koliko ljudi, ki okusijo trojko, torej doživeto potovanje, si želi potem štirice in koliko se jih vrne na dvojko in koliko jih ostane na trojki? V bistvu pot gre tako, od enke na dvojko, iz dvojke na trojko, iz trojke na Oskar plus oziroma štirico. Ne? To je enoznačen teh ljudi. Sopotniki, ki se recimo iz trojke, zaradi katerega razloga vračajo nazaj na dvojko, se počutijo tesneno. Da jim nekaj manjka. Recimo, kaj sem? Zato, ker recimo tle po Evropi imamo večje skupine, imamo turistična potovanja, nimamo toliko doživetih potovanj. Ne? In takrat pol, če hoče nekdo z nami videti Irsko ali pa karkoli, kjer še nimamo razvitih teh trojkic, recimo, ki so tudi potem pač pristali na turističnem potovanju in reče, vse je bilo super, krasno je bilo, hoteli so bili, hrana je bila, ogledi, vodnik je bil super, vse je bilo krasno, ampak manjka pa ta oskarjevski način, ne? In ker je veliko, neka moč manjka. Ne? In
To mi vemo, zato tudi potnike opozarjamo, mi imamo svoje evidence, reče, vi ste na trojkah, paste, dvojka je dvorezen več. Če se vi zavedate, da boste prišli in da je to klasična turistika, pol je ok. Če pa ne, vam pa raje povem, če mene vprašate, pejte z drugimi, ne boste zadovoljni, pridite nazaj na trojko. Ali pa potem na Oskar plus. Ne. Od trojke do Oskar plus je pa v bistvu, ne vem zakaj Oskar plus, je včasih pri naših potnikih kar mal bi rekel tizga, pa me vprašajo, a sem jaz zrel za Oskar plus. Mal zveni tako kot črn pas, recimo. Ja. Ti si bil pa na Oskar plus. Že skoraj statusni simbol med potniki vaše. Kar je res, na koncu, to so res najboljša potovanja, najmočnejša, najbolj stik z deželo in tudi najbolj postudirana, lahko rečemo, tankočutno sestavljena. Ok, ampak če se vrnemo k temu vprašanju, prosti, ker sem te prekinil, ker je zelo pomembno in ga vam tudi sam. Rekel si, da te dostikrat vprašajo, ali sem zrel za Oskar plus. Ja. To je zanimivo, kdaj je človek zrel za recimo trojko ali pa štirico? V bistvu je, kakor jaz vem, kakor sem prevodil teh trojk in štiric in vsega skupaj neomejeno, je človek vedno zrel. Ali pa gotovo takrat, ko vpraša, ali pa ko začne razmišljati o tem, da bi šel na Oskar plus, takrat je že gotovo zrel. Namreč med trojko pa med Oskar plus je pravzaprav samo kvalitativna razlika. To niso bolj štrapacne ali pa težje ali pa naporne. Velikrat mislijo potovanja, velikrat mislijo ljudje, da je Oskar plus nekaj napornega, nek avanturizem, da boš ti cele dneve hodil, da boš presegal sebe na fiziki in tako dalje. Sploh ne. Pravzaprav so Oskar plus celo bolj sproščena potovanja, ker če hočeš ti globino doživetja, moraš ti ustaviti svoj tempo in ritem, Ampak tukaj gre, torej avantura ni to, da ti plezaš na en hrib, pa drug hrib, pa pol ob nemogu padeš dol. Celo nasprotno, da ti sprostiš, odpreš te gostujoči deželi in drugačnosti in ona vstopi vate, ti se z njo prekrižaš, zato pa rabiš čas, rabiš biti z ljudmi, rabiš biti sproščen, tako je veliko več časa potrebnega. Zato recimo, če so lavezi na stil 2 bi lahko prišli praktično v 10 dneh. Na stil Oskar plus, pa isti teren delamo v 3 tednih, ker gremo v tisto vas, pa tam. Mi se moramo najprej ustaviti iz te naše zahodne hitrosti življenja, da se lahko pridemo na hitrost življenja gostujoče dežele, ki so običajno niže in potem iz te zaživeti in počasnejši, ko smo, bolj ko smo vpeti in ko smo v stilu gostujoče dežele, bolj več tega se nam dogaja, Koliko dni je potrebnih? To je zanimivo, zdaj glede na to, da imaš ogromno kilometrino, kar zadeva izkušnje. Ja. Zakaj so taka potovanja odmerjena na 3 tedne oziroma več? Ja, zato ker ko človek doživlja, rabi prvi teden je samo aklimatizacija. Se pravi tega, da se ti ustaviš, da se razbrimi sama sebe, kakršen doma, svojih misli, svojih pričakovanj, vsega tistega, kar sabo prineseš, skozi prve dni gre čez in tle ostaja in grejo te stvari domače, ostajajo vedno bolj in recimo potem nekje 6 do 10 dneh, tudi odvisno od posameznika, lahko rečemo, prideš potem aklimatizirano. Aklimatizira se na potovanje, aklimatizira se na gibanje, na doživljanje, na deželo, na temperaturo, na klimo in vse skupaj. In to postane kljukica. Potem zaupanje do vodnika, potem sama skupina se, tudi dinamika skupine, znotraj skupine. Skratka, vse te izhodišče, lahko rečemo začetne prilagoditvene zgodbice, se v človeku zgodijo. To rabiš ti 6 do 8 dni. Zato potovanja, ki so krajše od 8 dni, to pa je večina turističnih potovanj, praktično nimajo tega doživetvenega elementa. Šele potem, ko si ti tega sproščen, vstopiš v zgodbo z velikim Z, z veliko začetnico. To pa je na polno, če si sproščen, lepo se dobro počutiš, razbremenjen, odprt, na ustrezni hitrosti, in potem ti lahko vstopiš v zgodbo. In takrat se začne ta dragoceni prelestni čas. Zato so doživeta potovanja tam nekje od najmanj 12 dni, se pravi, teh 4 do 6 dni tistih, ko potem doživiš. Avanturistična oziroma Oskar plus pa tam od 16 pa do 20, 21. Bilo še več, ampak potem začne cena tako hitro naraščati, da potem pač preprosto velikrat postane ta potovanja lahko težko ali pa skoraj nedostopna. Ok. Potem je pa še ena podzvrst, ki sem jo zasledil, to so pa jih je še več, pa potovanja za mlade, pa o tem smo tudi že govorili nekaj, ampak recimo potovanja po želji, to me zanima. Kakšen segment je to?
A to je pa a la carte, recimo, če mi ne ustreza nobeno potovanje iz ponudbe, lahko naročim potovanje po želji. Ali pa če mi ne ustreza skupina. Ja. Potovanja po želji so čist izven kategorije. Do zdaj smo se pogovarjali vse o tako ali skupinskih potovanjih, kjer so skupinske dinamike. Se vrnem, ampak to me bolj iz ferbca pa iz kuriozitete me zanima, kdo in kakšno potovanje po želji si recimo naroči. Kaj ste izvedli do zdaj že o tem? Potovanja po želji so za vsakega, ki pač prvič še želi biti del skupine, ker veliko ljudi skupino jemlje kot grožnjo zaradi prilagoditve. Drugič, ker ima neko svojo jasno vizijo, se pravi, kaj hoče videti in tako naprej, in pride in reče, jaz želim, da mi uredite, jaz bi šel rad Mehiko, rad bi videl to, dajte mi ten program, imam toliko časa, imam toliko denarja, in tako naprej, in mi potem v skladu s tem naredimo njemu individualno potovanje. Ne? Kaj, lahko jaz pridem pa naročim, jaz bi pa recimo Bolivijo v Oscar plus slogu 3 tedne. Ne, to ne gre, ne. Seveda ne, ker mi lahko naše stile zagotavljamo in tudi kvaliteto in izvedbo tega, kar sem prej povedal, samo skozi naše vodnike in skozi naš način izvedbe. Medtem, ko delamo mi razpisa, se pravi individualna potovanja po želji, delamo izključno na klasičnih zgodbah. Mi ti lahko zagotovimo v Boliviji lokalnega vodnika, ki je tak, kot je. Ne? In on ne pozna nič naših stilov in tako dalje. In on bo vedel, dragi gost, njega so naučili, kakšen je belec, ko pride k notera, oziroma gost, in on se bo s tem ravnal in ti bo dal tiste informacije in ti bo skušal narediti potovanje čim boljše. Razumem. Tole me zanima, v svojih blogih, pa tudi že danes si omenil, izvajaš eno tako zelo zanimivo analogijo in sicer potovanje primerjaš s filmom. Ja. Potovalni film. Ja, to je bila tudi ena moja vizija, oziroma ene sanje so bile, v katerih si prvič, da bistvo potovanja je v zgodbi. Zgodba je tista. To je bila ena take sanje, ko so bile, sem rekel, glej, stara zaveza, še vedno jo poznamo in jo beremo in nam je v nas, čeprav so njihovi glavni igralci že zdavnaj mrtvi. Torej, zgodba visi nad konkretnostjo neko. In da to zgodbo mi potujemo. In to zgodbo lahko ponazorimo s potovalnim filmom. In v potovalnem filmu imamo mi elemente. In eno gotovo je, če zdaj gledamo malo te elemente, si rečemo, super, gled, gostujoča destinacija je scena. In ta scena je zelo pomembna. Scena je lahko Sinajska puščava, scena je lahko tropski Sulawesi, scena je lahko Pariz, scena. Ampak gostujoča dežela je samo, ima moč scene. Ok, pa potem rabimo še scenarista. Zato bi sam to poudaril, ker večina ljudi reče, jaz bi šel v Mehiko, jaz bi šel kaj. V bistvu se ne zavedajo dovolj, da s tem, ko reče, jaz bi šel v Mehiko, s tem povedo samo sceno, da se odločijo samo o sceni. Ampak sama scena je, pač scena. Zdaj pa gremo dalje. Potem je pa tukaj, scenarij. Scenarij je program potovanja. Se pravi, vsaka zgodba ima svoj scenarij, vsak film ima svoj scenarij. In ta scenarij je obarvan z žanrom, to pa je stopnja ali stil potovalnega filma. Se pravi, jaz ti lahko v Mehiki doživiš, lahko je to žanr surferskega filma, lahko je to žanr off-roada po puščavi, lahko je pa drame. Lahko je to žanr drame s karteli. Ali pa ljubezenske zgodbe. Ok. Lahko tudi, če mi daš pooblastilo, jaz lahko naredim srhljivko po Mehiki. Misliš, da ne? Boš prišel nazaj? Tole me izjemno zanima. To smo mi že delali. To je bila tista osnova, kjer sem jaz preizkušal te psihološke učinke potovanj. Dejansko ste imeli produkt, ki se imenuje srhljivka po Mehiki. Delali smo razne eksperimente, relativno varno, z različnimi skupinami, kjer smo vzpostavili srhljive odnose. Lahko ti srhljivko imaš ti lahko znotraj skupine, lahko ustvarjaš, ker namreč... Kaj to pomeni, da je vodnik prevzel vlogo terorista ali da ste se izpostavljali nekim objektivnim nevarnim okoliščinam? Ne, sploh ni potreba. V bistvu je že dovolj, ker ti kot potnik ne veš praktično, kako bo stvar izpeljana. Če ti vodniku ne zaupaš, se takoj naselju vate strah. Če vodnik še deluje navidezno kontra tebi, kar jaz vedno, če sem profesionalc, lahko naredim, se bo vate vedno bolj selil strah in kot bom jaz enkrat kot potnika v eno prestrašeno stanje zapeljal, do srhljivka samo še en korak, ki ga stopnjujem z nekimi konkretnimi koraki. Odvisno od človeka, recimo, ampak recimo, kaj sem, če vas jaz, je to, da... Ampak kdo pri milem Bogu bi želel potovati na tak način?
Pa kdo pri Bogu bi pa želel srhljivko gledati? Pa še plačati za film, zato da bo še prestrašen 2 ure pri Hitchcocku sedel. In ta isti bi želel tudi na srhljivki. Tega mi ne delamo, želim si sam povedati, da je tudi to možno narediti. Ok, zdaj imamo mi, da se lahko je žanr avanturističen. Se pravi, da ti pričaram feeling, da boš ti šel raziskovati, kot je Livingstone, ko je šel raziskovati izvir Nila. Se pravi, greš v neko neznano točko, podobno recimo Puščavsko, ko sem jih prej razlagal. Skratka, ta žanr je en od elementov, se pravi, in je ključna pomena je zdaj, ali ti recimo greš po Egiptu, ker smo ga prej imeli, ali pa po Turčiji, ne, in imaš v žanru španske telenovele, se pravi, neke masovne produkcije, okay? Masovnega klasičnega turizma, ki je korekten, ki je v 2 decimalke v nulo postavljena, ne? Ali pa bo šel recimo v isti teren, isti potovalni teren, šel z namenom doživljanja, se pravi, ali pa recimo, raziskovanja, se pravi, pustolovskega raziskovanja in doživljanja. Jaz ti bom isti teren naredil na tak, da boš ti enkrat se počutil kot pustolovec in boš rekel, in boš doživel vsak dan 5 vzdušij I'm first here, se pravi, da si prvi belec, ki si stopil v to vas, v to območje in tako dalje, in boš na koncu rekel, wow, to sem odprl, jaz se doživljam in raziskujem in odkrivam nek drugačen svet, ne? Lahko pa sam po glavnih turističnih točkah in si v španski telenoveli. Lahko si v doživetem, v aktivnem filmu, torej ogromno hodiš v istem potovalnem terenu, lahko si, skratka, to so žanri in to imamo mi naše stopnje, se pravi, lahko počitnikuješ, lahko turistično potuješ, lahko doživeto potuješ, lahko pa avanturistično potuješ po istem potovalnem terenu. In mi imamo recimo potovanja, recimo po Egiptu, ki je potovanja stopnje. Enkrat to so počitnice, tega več nimamo, ampak imamo pa turistična potovanja, imamo doživeta in imamo avanturistična po istem Egiptu. Skratka, ista scena, 4 oziroma 3 različni scenariji. Tako je, 3 scenariji, 3 žanri in vsak žanr ima temu primeren scenarij. Avanturizem sledi avanturistično doživetje. Če prav razumem, je režiser, je vodnik. Kdo je pa glavni igralec, sem pa jaz. Sopotniki so pa igralska ekipa. Ok, ampak zdaj si s tem, zdaj mogoče, če še malo zafilozofiral, si med vrsticami priznal, ne, da potovanje v resnici ni realnost, ampak je fikcija, če je film, ne? Potovanje je pravzaprav, potovanje po eni strani je neka resničnost, ker potuješ v nekem zaporedju in se premikaš in tako dalje na tej realni sferi. Ampak doživljanje potovanja je pa psihomentalni proces v vsakem posamezniku. In seveda z konstelacijami, z zaporedji dogodkov, z zgodbo, ki jo ustvarjaš, z vsemi temi elementi, ki visijo, to se pravi, rečemo, scenarij in pa zgodbo, ki jo ima vodnik v sebi, lahko ustvarja popolnoma raznolike občutke in doživetja. In isti Egipt, se pravi, če bo en potnik, ki bo šel na počitnice, en bo šel na turistično, en bo šel na doživeto potovanje v Egipt in en bo šel na avanturistično potovanje v Egipt. 4 skupine se srečajo na letališču iz Kaira v domov. In se na letalu pogovarjajo. In se bojo začeli pogovarjati o isti deželi v Egiptu in bojo po 5 minutah ugotovili, da to nista dežela, da so oni potovali po 4 različnih deželah. Ker vsak od njih bo imel totalno drugačno doživetja, percepcijo. Eden bo imel stik z domačini in bo rekel, wow, en pogled v te očke tistih otrok, sobivanje, un iz turistika pa rekel, veš, kakšne piramide in tako dalje. Razumem. Skratka, potovanje, če sem zdaj prav razumel, je žanrsko in scenaristično prepletanje moje realnosti z realnostmi drugih, ne, glede na žanr, ki ga izberem. Ne. Zelo zanimivo. Zdaj prej so že v izbiri filma, ampak to me zanima. Ne. Zdaj tukaj ključno vlogo. Ne. Ja. Ključno vlogo tukaj igra režiser, ne. Torej vodnik. Ne. Jaz se odločam za nek stil potovanja. Ja. S tem izberem nek scenarij. Ne. Zdaj scena stoji tam in je pripravljena, ne? Ja. Kot je od nekdaj scena, je lahko Bolivija, Mehika, Sulawesi, Japonska, mongolska stepa, to je scena. Ne? Ja. Ampak zdaj nekdo me mora peljati skozi to zgodbo. Ne? In ta zgodba je lahko od do. Ne? In tukaj se mi zdi, da pa vodnik
Zelo pomembno vlogo. Ne? Jaz bi postavil še prej, gotovo vodnik je tisti, o katerem bomo kasneje govorili, ampak Ali pa scenarist še prej. Ne? Smisel celotne zgodbe je sopotnik in glavni igralec, Ja. za katerega je pomembno, da je tak, kot je, in tak, kot je, vedno je najboljši igralec. Se pravi, najboljši je tak, kot je. Gre za avtorske zgodbe, tako kot Jack Nicholson. Torej, jaz tak, kot sem. Ti tak, kot si, točno tak, kot Muhast, si. tečen, razvajen, Top. vsega sit. Ja, vajen samega sebe in tako vstopiš in si tako vključen v skupinsko dinamiko, tako kot si, ne pa tako, kot bi jaz kot vodnik rad bil, da si. In tebe, takega kot si, bom jaz zdaj kot vodnik združil, popeljal skozi gostujočo deželo, kot je. Ne skozi eno pravljico, ampak odvisno od scenarija, ampak ja, kot je. Ker ta misija se mi zdi skoraj nemogoča. Mislim, Ja. pravzaprav zdaj šele, ko vidim, ko imam neko vid skozi tvoje pripovedovanje, kako kompleksne okoliščine so, skratka, jaz zdaj vidim skozi oči stroke, ti imaš tam, koliko je velika skupina? Ja, lahko je 40, lahko je 30, lahko je 20, Okay, rečemo 15. 30 Ja. popolnoma različnih Totalno, posameznikov. ki so totalno naključno prišli na isto potovanje. In ti moraš tam na neki sceni skozi nek, bom rekel, relativno fiksen ali pa hkrati tudi ohlapen scenarij, zrežirati 40 različnih filmov Izjemno. in vsi morajo ta film na koncu oceniti kot mater, to je bil pa dober film. Ne 40 filmov, zgodbo, našo skupno zgodbo, ki bo pa upoštevala vseh teh 40 ali kakorkoli sopotnikov in vsak si jo bo po svoje zapisoval, za vsakega je njegova, zato ker je on drugačen, ne? Vsak jo bo po svoje doživljal, je naša skupna zgodba, ja, to je to. Ampak zdaj, Hkrati pa upoštevajoč prav vsakogar karakter, se pravi, ne, in ti si ti in ti potuješ in si znotraj skupine, ampak skupina je sestavljena iz tebe in še ostalih. pa razumem, se ta skupinska dinamika me zanima. Ne? Mi zdaj pridemo v Mongolijo, kjer se začne moj film. Ne? Ja. Ampak jaz zdaj v tem filmu sobivam še s 30 ljudmi. Cool. Ali pa z 20, Ali pa z 20. To so recimo 15 od 25 od te skupine. pač Anyway, z večjimi ljudmi. Ja, ne. ja. In zdaj vodnik streže z nekim, on mora nas kot skupino popeljati skozi to deželo, ne? Z nekim, bom rekel, z nekim želenim učinkom na nas. Ne? Tako. Ja, ampak tukaj mora biti že tudi kar inteligentno načrtovanje samega, ker vodnik, čeprav razumem, ustvarja kontekst na nek način. Ne? Vodnik lahko te sred puščave reče, glej, lahko zelo naravoslovno pristop, pa reče, tukaj je najnižja temperatura po noč minus 50 stopinj, po dnevi tok pa tok, to je grozljiv prostor, lahko vodnik začne graditi nek drug kontekst, pa začne z Mojzesom, tako kot si ti prej začel. Ne? Lahko bi začel z nečem tretjim, lahko bi začel... Vse plastno, mi poznamo 5 plasti in z teh 5 plasti gradimo to zgodbo od spodaj navzgor. Ok, ampak kako pristopate? Ne? Je Se pravi, zelo vodnik preprosto. mora vsem pristopati z grajenjem nekega konteksta, ki bo na nek način ustrezal vsem. Ne? Pa včasih mora tudi z nečim, včasih ve, da so neke stvari oziroma neke dogodivščine, v katere se skupina podaja in bojo naporne, bojo intenzivne in bojo ljudje, vsak po svoje odreagiral in tako dalje. Ne? To prepletanje z To drugačnostjo, to drugačnostjo je lahko nepredvidljivost dogodkov. Je lahko tudi neprijetno. Ne? Top. Dej, ti bom razložil, kako smo mi vodniško šolo zasnovili, da tem temelji moj pogled na svet. Ne? Štartamo iz znanega in gremo proti neznanem. Štartamo iz tega, kar je vsem enako in gremo proti temu, kar je vsakmu drugačno. Ne? In ti začneš, najprej gradimo na fiziki. Ne? Ja. In rečemo, ok, tvoja fizika je drugačna in vsakogar v naši skupini 20 fizika je drugačna. Vendar pa je značilnost fizike podobna. Kaj rabi? Ja, jest, pita, ne? Izločati, počitek, ne? In to so teh 5 in pustimo 6, s katero se mi ne ukvarjamo. Ampak to je fizika. Ne? In mi delamo najprej skupino na skupnem fizičnem imenovalcu. Ja, in če bomo zdaj, recimo, lahko ti primer povem, ne? Recimo, če bi imeli kosilo ob 12, bi bilo pol ljudi lačnih in pol bi bilo sitih. Je še prezgodaj, ne? Ja. In če bi imeli ob 12, bi pol jedli, pol bi čakali. Ob 2 bi bilo tisti, ki niso jedli, bi bili lačni, ne? Uni pa bi čakali une. Če pa mi zamaknemo kosilo ob 2, bodo vsi lačni, vsi bojo jedli, potem bomo vsi 1 uro odspali
siesto, potem si imeli vsi kavico prvoščili, potem bomo vsi z veseljem poslušali eno močno vsebinsko temo, ki bo, in potem bomo z veseljem šli vsi na sprehod, zakaj, ker nam bo po tistem sedenju pasalo, ki mora biti ustrezno doziran in tako dalje. Skratka, ta potovanja so izjemno načrtovana, odlično utankočutno in vključujejo dinamiko recimo vseh teh plasti. Torej, fizika je eno. In ti, ko enkrat lahko v parih dneh, mi lahko dobimo, če tukaj nas je nekaj, dobimo, se pravi, sozvočje na fizični nivoju, se pravi, ne? In potem začnemo delati na čustveni plasti. In spet je tako, da je čustvo vsakega je kakršnokoli, ampak čustva se odzivajo in si želijo enake potrebe. Tukaj je več, jaz bi omenil samo dve. Eno je, da sem vključen, kakršen sem, ne, v skupino. Ne. Ja. Da se občutim varnost, to je prva, ne, brez tega ni nič, in pa vključenost. In zdaj, ti si lahko kakršenkoli, ko se občutim varen in vključen v skupini, potem je tukaj še en skupni imenovalec. In tako začnemo od spodaj na vzgor. Potem je tretja stvar, mi ločujemo mental in si rečemo tako, ok, vsakdo ima svoje prepričanja, je tako. Ampak kaj si prepričanja želijo? Biti slišana in biti upoštevana. In mi imamo lahko različna prepričanja. In ti zagovarjaš nekaj, prideš na vas in rečeš, kakšna revščina in svinarija. Jaz pridem v isto vas pa rečem, kakšna tradicija, kot iz svetopisanskih časov. Ista vas, isti prizor. In potem se skregava. Ne, oba ima prav. Se pravi, če to gradi, to vodnik lahko, to se počasi vodnik gradi. Tudi vlogo enega mediatorja pa moderatorja. Ne, vodnik ustvarja širok prostor, v katerem ima vsak možnost sebe uresničevati, kot se uresničuje. In potem, ko ti enkrat imaš svoj prostor, ko lahko vse izražiš in imajo vsi prav, ne, potem kar enkrat postane, glej, se jim nič hudega in potem gremo naprej. In potem gremo pa iz tega, ko je skupina tako sestavljena, gremo pa v to drugačnost doživljanja, tukaj znotraj pa vsakdo lahko po svoje doživlja. Vsakdo se po svoje lahko izraža, lahko nekdo smeje in nekdo drugi zraven joka, nekdo tretji lahko topo zre predse, nekdo četrti je navdušen, nekdo peti je lahko, če se cel življenje doma pritožuješ in ni razloga, da se na potovanju tiste 2 tedna ne bi pritoževal. In če to nekako zagotovljeno, se ti lahko čustveno, mentalno, doživetveno izražaš in potem je vsak lahko po svoje, torej vsak igralec igra sebe kot najboljšo vlogo v tem filmu, vse skupaj pa je pa ta recimo potovalni film, ta enkraten potovalni film, kjer vsakdo igra samega sebe, kakršen je, v odnosu doživljanja do skupine, do vodnika, do gostujoče drugače. Skratka, množica teh interakcij se pojavlja. Ta odnos do vodnika si omenil. To se mi zdi zelo pomembno. Jaz vem, da ti imaš izšolane vodnike, imaš tudi vodniško šolo. To so izkušeni. Eni vodniki pri vas, vključno s tabo, imajo praktično že status, ne bom rekel oseb, ki jim zelo zaupajo. Mogoče to status zvezdnikov je slaba beseda, ampak tako ljudje vedo, s kom potujejo in radi potujejo s tem človekom. To sem opazil, prva srečejo, gremo s tem, gremo z Vojkotom ali mislim, da je pa Branetom, se opravičujem in tako naprej. 50 je teh zanesljivih vodnikov naše agencije. Ne? Zdaj, ampak jaz sem nov, jaz mogoče na letališču ali pa na točki odhoda prvič spoznam to osebo. In zdaj moram jaz z njo kljub vsemu zgraditi en zaupen odnos, ne nazadnje to ni hec, to je neka oseba, ki me zdaj podaja eni popolnoma novi življenjski izkušnji. Ja. Nasprotno, kakšno bi bilo pa to priporočilo zame? Ne, se vem, ti boš rekel, da zaupaj strokovnjakom, si v dobrih rokah, ampak stvar ni tako enostavna v praksi. Seveda ne. Dejstvo je, da to je ena zgodba, ki jo mi naslavljamo v naši vodniški šoli. Zato, ker če hočemo to početi, kar zdaj se pogovarjava, jaz moram imeti vodnike, želim imeti vodnike, ki to obvladajo. Ker jaz tega nisem mogel na trgu dobiti, sem si začel ustvarja take vodnike, da to, kar se pogovarjava, v resnici deluje. In na tem deluje agencija Oskar. To niso neke besede, neka filozofska zgodba o velikem prostoru, širokem prostoru, kjer se vsak lahko uresničuje, pa ti pogledaš, kje pa to je, a nikjer. Ne, to je že 30 let praktično skoraj delovanja in na tem temelji praktično cel koncept agencije Oskar in pač mojega lastnega razmišljanja. Ne. In tukaj se ukvarjamo mi, osnova vodniške šole je, koga mora vodnik poznati. In odgovor masovne turistike je gostujočo deželo. Odgovor agencije Oskar je najprej sopotnika in njegovo doživljanje od prvega stika naprej, potem skupinsko dinamiko,
ki se ustvarja kot skupino in seveda tudi gostujočo deželo. A čutiš razliko v poudarku? Seveda čutim razliko, ampak kaj to pomeni? In mi imamo tako take postopke od prvega trenutka, ko si seževa na odhodu v roke in pogled in prvi nekaj besed in potem se peljeva nekam skupaj, recimo na letališče v Benetke in tiste prve 2 uri, ko smo skupaj na avtobusu in jaz začnem pozdravni govor, uvodni govor, usklajevanje pričakovanj, sklepanje dogovorov, usklajevanje skupne vizije in pa v bistvu kaj, mi gradimo našo skupinsko dinamiko. Potem tega mogoče niti ne občuti, ampak v tem 2 urah se zgradi 90% vzdušja celotnega potovanja. Načrtno, vprašaj vsaka beseda, vsak stavek, vsak pomen, deluje v tem, da ko si prvič prišel z mano ali pa z agencijo ali pa kamorkoli potuješ v nek severni Iran, v neko odmaknjeno stvar in si malo prestrašen in ne veš, boš ti v Benetkah izstopil pomerjen, ne zato, ne boš še nič vedel o gostujoči deželi. Pomerjen, sem v pravih rokah, skupina je super, tisti prva kljubica, ok, super. Celo do Benetk bom jaz zaupal. Ključni poudarek tega prvega dela potovanja je vzpostavljanje skupinske dinamike skozi zaupanje in pa vloga vodnika kot centralna točka, se pravi celotne skupine in zaupanje. In pa tudi to zavedanje, da vodniki vodimo z lastnim, se pravi s primerom. To. In seveda, ko se to vzpostavi, potem pa mi dajemo noter vsebine, potem pa so tukaj izzivi, potem so pa koordinacije in pač celotno potovanje steče. Ampak brez tega, kar sem pa zdaj povedal, uvodnega dela in to delamo mi na vodniški šoli, to je najbolj krvav del. Ko to enkrat obvladaš, ta uvodni del, kako vse to vzpostaviti. Zdaj vem, da skrivnosti svoje obrti ne gre izdajati, ampak kako recimo, to se mi zdi kar kratek čas, od Ljubljane do Benetk, vzpostaviti 90% neke skupinske dinamike, to terja kar eno tako znanje skupinske psihologije. Ne? Kako to poteka? Mi ga vabimo na vodniško šolo, mi vabimo vse naše sopotnike, ta prvi domači del je brezplačen in se ga vsakdo lahko udeleži, ki izrazi interes in mi obljubi, da bo ostal do konca. Ampak moram potem k tebi v službo? Ali? Ne, to imamo mi v sklopu ozaveščanja in to ima vsak od naših sopotnikov, ki je član, ki z nami potuje, ima možnost priti. Mi to delamo enkrat na leto in pride recimo pol od teh, ki so na vodniški šoli, tako se imenuje, je takih, ki so prišli pogledati, na čem temelji ta ta različnost v feelingu sopotnika med recimo agencijo Oskar, ko pridejo, pa neko drugo agencijo, ker so potovajo z različnimi agencijami in potem se pridejo pogledati, kje je catch, kje je ta skrivnost, ko si jo ti omenil, zakaj je tle drugo vzdušje? Bojim se priti, ne? Sem slišal za zgodbe, da so direktorji velikih podjetij prišli v vodniško šolo in so potem pustili se skupaj in postali vodniki. Imamo tudi kirurga, ki je zdaj po tem novem naš en vodnik in so veliko. To sem slišal, z veseljem. Zakaj? Zato, ker tukaj se učimo res enih takih poglobljenih znanj, ne samo o deželah in kako retorično stvar postaviti, ampak predvsem o človeku, o našemu dojemanju sveta, resničnosti, potem v teh vseh komunikacijskih, retoričnih, raznih veščin in tako dalje. In veliko tudi o spoznavanju samega sebe, tako da veliko ljudi prihaja, predvsem tam 40-50, ko so enkrat dali, recimo mogoče otroke, pa ostali čez, so v nekih lahko tudi zelo dobrih službah, niti ni pomembno, ampak si želijo pa zdaj nekaj za svojo dušo narediti. Prej so bili recimo popotniki, so potovali organizirano z nami in so rekli, zdaj bi pa mi prišli na to vodniško šolo in mogoče celo zvodili. In kaj se dogaja? Da imamo vedno več tudi vodnikov, ki so zaposleni v nekih svojih teh in enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat na leto za dušo, z veseljem, žarom po naših standardih odpeljejo kakšno potovanje po svetu. Pa se tudi izobrazijo, pri vas pa gredo drugam delati? Lahko, vse odprto je stikova, mi dajemo samo najboljše pogoje in vsakdo, mi smo pa zelo svobodni in nimamo nobenih nekih pogodb, ali Bog si ga vedi česa. Oskar, to so zdaj, da prek vodnikov prideva k temu, ker tole me res zelo zanima. Jaz grem zdaj na neko potovanje, zdaj se znajdem jaz v neki skupini neznancev. Kaj pa zdaj? In glih to je. Kaj bi rekli, skupina zdaj daje k izkušnji,
ali me prekrajša za izkušnjo, zato ker se moram prilagajati skupini, ne, tukaj nisem našel nekega odgovora. Ne. No, in to je eno od osnovnih principov naše vodniške šole, je, kako iz navideznih 2 minusov ustvariti dvojni plus. Recimo, skupina je posamezniku običajno grožnja, kar se mora prilagajati. Ni več tiste svobode, ker naenkrat ti kot del skupine ne moreš več lulati, kadar želiš, ne moreš več na WC, ne moreš več jesti, kad ti paše, ampak, kar si navajen doma, ne? Ampak ti vodnik pove, tle je WC, tle je to, tle je ono, tle je tretje. In to predstavlja v osnovi en konflikt. Že sam to, da imamo mi, da dobiš vodnika, ki je kompetentnejši od tebe v življenju, predstavlja en urojen možnost konflikta med tabo, med tvojim egom, sopotnikovim in pa med vodnikovim, ki pa je zdaj vodnik in on odreja stvari. In to sem jaz dolgo časa študiral in sem prišel do tega in najdel vzvode, kako pa iz teh, bi rekel, urojenih konfliktnih situacij, ki bi se na potovanju vedno lahko pokale, a si predstavljaš, ne? Še močnejše, ko je potovanje, večji, ko je izziv, bolj bi to lahko pokal. Narediti tak kontekst, to si ti lepo omenil, kontekst, v katerem iz skupinsko dinamiko, se pravi iz skupine narediš nadgradnjo posameznika in njegovega doživljanja in pa tudi iz vodnika narediš tisto nadgradnjo sopotnikovega doživljanja, tako da on to razume, ker namreč on kot vodnik ti je res, da je kompetence prevzema, hkrati pa daje občutek varnosti, hkrati daje občutek vodenja, hkrati tudi lastni primer in tako dalje. Tako da so pol kot ti, če vidiš in rečeš, tale vodnik, s tem vodnikom on bo poskrbel zame na fizični ravni, poskrbel bo za to, da bom jaz vključen, kakršen sem, tako kot sem se prej pogovarjal, in varen. Poskrbel bom, da bojo moje prepričanja in občutki in enako pravni znotraj skupine. Potem poskrbel bo, da bomo učinkoviti kot skupina, se pravi, da ne bomo čakali. Poskrbel bo, da bom čim bolj doživel tisto, zaradi česa sem prišel. To so razne doživetja, ogledi, razložil mi bo vse, kar je treba. Vem, da mi bo pomagal, če bo karkoli zagustilo, če bom zbolel, če bom karkoli levo, desno in tako dalje. In potem reči, wow, želim se podrediti, ker vem, da imam toliko več plusov, kot je minus tega podreditve. Ja, to razumem. To je zdaj ta relacija jaz in vodnik. Ne? Že s tem, ko vstopam v to razmerje, se na nek način podrejam. Zdaj imamo pa tukaj midva to horizontalno skupinsko dinamiko, jaz sem tam še s 30 ljudmi. Ne? Ja. Zdaj bom vprašal, kaj lahko skupina na potovanju meni da, oziroma bom obrnil, pa bom Kennedyjevsko vprašal, ne, pa mogoče lahko ti tudi to daš kot neko priporočilo vsem tistim, ki bodo potovali, kaj pa jaz lahko dam skupini. To je, ne? Če bom jaz dal skupini, bom verjetno dobil to tudi nazaj, ker daš, da prejmeš in kaj je tisto, kar jaz dam skupini in bo skupina dala meni na koncu. In tukaj sem jaz dolgo časa razmišljal, to, kar zdaj govoriva, je pravzaprav plotenih 30-letnega razmišljanja, raziskovanja in tudi prakse. Ne? Kaj se zanimivo vzpostavi? Ko se ti počutiš, da si tak, kot si pravi, največ, kar lahko daš, je sebe, kakršen si. Ja? In vsak, če je dosti velik prostor, sebe kakršen je. Zato je vsak glavni igralec najboljši, ko je tak, kot je. Ja. In če vodnik zagotovi ta širok prostor, kjer je vsak lahko, daje sebe. In ko daje sebe, svoje doživetje, svoje misli, svoje občutke, svoje odzive, potem se začne v skupini ena taka skupinska dinamika, mi temu rečemo, pride do takega prebojnega stanja, ko si med ljudmi, ki si jih mogoče še par dni prej sploh nisi poznal, prvič počutiš varnega, počutiš se, kot da so ti znanci, čeprav mogoče tudi imena ne poznaš, z vsakim bi kar lahko podebatiraš, stvari, ki se mogoče jih ne bi podebatiral z nekom, ki ga že leta poznaš, pa ne upaš nekaj izraziti. Ne? To, da je skupina ljudi, ki jih ne poznaš, ti daje mogoče še večjo možnost svobode, da se izražiš drugače kot doma, ker med domačimi so neki vzorci in tako dalje. Ne? Okay. Potem izmenjava navdušen zgodb, vse skupaj, tudi sama spoznavalni proces znotraj. In pa potem seveda, ko pridemo do nekega doživetja, ko se nekaj ful močnega zgodi in potem gre to se kar skozi skupino razelektri in se to pogovori. In kar enkrat pravzaprav mi vsi doživljamo od vsakega. In recimo zanimivo je, recimo, kaj sem, kot so če ena izkušnja, kaj sem, nek strah, ki ga imaš, ki ga sam nikoli ne bi premagal, se potem, če cela skupina nekam gre in ti greš kot del skupine in ga premagaš. Recimo strah pred, ne vem, kačami in greš puščavo. In sam ne bi nikoli šel, ali pa škorpioni. Ko je pa skupina,
tam imaš ti 90% ljudi, ki jih ni strah, 10%, ki jih je strah, vsi grejo in na koncu premagaš. In na koncu, wow, osvobojen tega. Ampak je pa še en izziv, ne? Mislim, tega tudi poznam, ker verjetno skupine v različnih okoljih funkcionirajo precej podobno. To je pa maska. Ne? Vsi pridemo v skupino z masko, ki naj bi izžarevala najboljšo verzijo nas samih. Ne? Ja. Zdaj, te ideje so lahko včasih tudi hecne, lahko malo moteče, ampak recimo, da želimo biti vsi drugim prijetni ljudje, da želimo tako vtis dajati. Ja, to je v točki nič, se pravi, na zbornem mestu smo vsi neke maske. Ja, ampak potem na potovanju lahko pridejo pa trenutki, ko te maske padajo. Ne? In to začne počasi drseče, počasi se topiti in če je vse narejeno tako, kot je, s tem, da je zelo pomembno to, da vsak masko snema, kolikor sam želi, kdor želi držati naj ima do konca. Ja. Se to čisto avtomatično, ko se ti varno počutiš, seveda bolj sproščen, ko si trrn in v 2 do 3 dneh, recimo, odvisno od tega, kakšna je moč vodnika. Eni že do letališča se veliko lahko raztopi, ti smo se prej pogovarjali v 2 urah, včasih pa maksimalno v 2-3 dneh te maske večinoma se odprejo v neko ravnotežje. Ampak maske lahko padajo tudi na neprijeten način. Ne? Zdaj namigujem na to, mislim, ti imaš tisoče in tisoče dni teh potovalnih in vodniških izkušenj. Ne? Ja. Mislim, ne mi reči, da nisi imel nikoli zateženega gosta ali pa gostje na potovanjih, oziroma kako bi temu rekli, troublemakerja. Ne? Pa jaz sem v bistvu nikoli nisem... Kadar sem potoval, jaz sem dokaj kmalu v skupini opazil osebo, ki je imela nadpovprečno veliko trapastih vprašanj, ki je nadpovprečno veliko komplicirala. Jaz nikoli nisem gledal na ta način. Jaz gledam človeka skozi in tudi to predam našim... No, pa sigurno je to en pomemben segment tudi v vodniški šoli. Točno to, ne. Jaz se gledam na sopotnika kot nekoga, ki je troublemaker ali pa ki ni. Kdo sem jaz, ki sodim? Kdo sem jaz, ki sem merilo, da rečem, ja, Miha, ti si pa troublemaker, ali pa Miha, ti si pa meni ful prijatelj. Ne potujejo potniki zaradi mene, jaz sem njihov vodnik, koordinator in jih peljem skozi zgodbo. Ja. Potnik je, kakršen je. Ampak imamo ljudi, ki znajo biti obzirni do skupine, ker skupina je vedno nek sprejemanje kompromisov, prilagajanje. Včasih pa nekaterim ljudem to ne uspe in to je realnost vedno v skupini. Je, ampak to je tudi njegova, se pravi, tukaj oboje gre. Gre za eno priznavanje, vsak je kakršen je, in pa eno širino skupine, da bo vključen tudi ta človek lahko noter tak, kot je. Seveda je ena stvar, da mora skupina delovati, se pravi, ker skupaj potujemo, da smo točni levo, desno in tako dalje, to je ena zgodba. Znotraj te zgodbe se pa jaz jemljem vsakega človeka, ki ima svoje sonce in ima svoje oblake. In vsakdo, ki je na potovanje prišel, je prišel z jasnim namenom, da se bo fajn imel, da bo nekaj doživel, da bo nekaj spoznal, da bo nekaj dobrega pojedel. Nihče ni plačal denar in si privoščil svojega najbolj dragocenega prostega časa, da bo prišel tam se kregati pa karkoli. Ali pa, ne vem, se pritoževati in tako dalje. In vsak pride z najboljšim namenom in ta namen šteje. Ko pa ti prideš na zborno mesto, se pa odzoveš tako, kot se odzoveš. In nekateri se odzovejo bolj lahko prijazno, nekateri manj prijazno, nekateri so zelo komunikativni, eni so pa čisto tiho, eni so mogoče malo nezaupljivi, tisti pa, s katerimi sem že 10-krat potoval, pa smo takoj v objemu. Pa kakšna je razlika med to? To so samo neke zunanje oblike. Vsi so prišli z istim namenom, da bi se fajn imeli. In zdaj, seveda, vsakdo, se pravi, vsi imajo to sonce namena, vsakdo ima pa svojo oblačno strukturo. In zdaj, skozi nekatere je lahko neka šibkejša in sonce sije skozi nekatere so strukture tako globoke, da dež sije skozi. Nekdo pride in te takoj ukrega. Pride tam, ti reče, dober dan, zdravo, pozdravljen, sem vaš vodnik Oskar, dam roko, vse je v skladu s tem in takoj neki brm. Ups, fajn. Kdo sem jaz, da ga bom sodil? Odlično, Oskar, tole me zanima. Ne? Kako zdaj verjetno, ko te nekdo že v Benetkah nadere? Ne, že v Ljubljani, že takoj, prvi stik, ne. Zakaj, na primer? Ne vem, zato, ker je, ne vem, lahko je slabo spal, lahko je se vozil, lahko je mu ni prav, zato, ker je mogel ob 4 ostati, da je prišel ob 6 je bil na letališču. Iz mnogih razlogov, ki nimam jaz tudi z njimi. Ok, in kako potem
razmehčaš to njegovo oblačno Ja, strukturo. v redu, super. Ja, vem, da to ni meni namenjeno, to prihaja iz človeka. Veš, kakšni smo danes ljudje, razno razni in tako dalje. Ja, in on je prišel in vsak predpopotnik je tak, kot je. Žrtev stanja pred potjo. Pika. Okay. Jaz na predpopotnika nimam vpliva. Kakšen on pride na zborno mesto, jaz jim moram vplivati. Od takrat, ko pride na zborno mesto, lahko pa ključno vplivam do konca potovanja. In zdaj boš ti prišel, recimo, lahko ne prespan, lahko boš karkoli se ti bo zgodilo, nekaj te bo zbodlo in jaz ti pol pridem in ti mogoče nisem na prvi pogled všeč ali pa nekaj to, bam. Jaz rečem, ja, gospod Miha, vse v redu, bomo že kako vam lahko pomagam, da dam znotraj tistega, kar je moje in počasi, sem pa nikoli ne sodim, kdo je gospod Miha. Bravo. In kaj se ponavadi dogaja, to je čisto iz prakse, jaz nisem teoretik, jaz sem čisti praktik. Ja. Dogaja se, da če ti siješ svoje sonce in delaš vestno, pošteno, maksimalno do vsakega in tako dalje, se vsak oblak počasi še raztapljati. Včasih potraja 1 uro, včasih se nekdo pomiri od takih, ki pridejo malo vznemirjeni. Tako je, že na letališču, včasih rabiš kakšen dan, včasih 2, pridejo ljudje, ki so na pol izgoreli, sam spijo. In pod vsako gibanje jim je hudo. In se morajo najprej spočiti in naspati in spijo na avtobusu, spijo in tako dalje. In potem, ko se enkrat oni napolnijo s to energijo, so kasončki naprej. Ali pa nekdo se mora razelektriti, razbremeniti in tako dalje. In zdaj, če ti veš, da ti lahko siješ in da on je prišel s tem namenom, da se bo on fajn imel. Jaz še nisem srečal človeka, ki bi mu danes rekel, troublemaker ali pa nekdo, ki pač kvari. In ne. In tudi vedno se zgodi pa upoštevajoč, da je človek kakršen je. Ja. Zdaj sem se spomnil, da sem govoril pred dnevi zunaj z enim od svojih vodnikov, ne, in sem ga spraševal točno to, ne, kaj narediti s problematičnimi gosti, ne, s problematičnimi popotniki. Ne, in mi je rekel eno zanimivo reč, ne, da kako je že rekel, da nikdar ni kriv potnik, ampak da je počutje potnika vedno, če sem ga prav razumel, v domeni vodnika. In me to na nek hud način presenetilo, sem rekel, ne mislim, kakšno noro odgovornost je ta človek pripravljen prevzeti. Ne sej, zdaj bom po domače rekel, če ima nekdo res maksimalno kretenskih 14 dni v življenju, pač res ne moreš biti ti kot vodnik odgovoren. Jaz sem odgovoren za počutje in doživetje in srečo in zadovoljstvo posameznika. Ti, Miha, si odgovoren zase. Mislim, jaz lahko vplivam na tvoje zadovoljstvo. To tvoje zadovoljstvo izhaja iz tebe. Jaz lahko naredim to, kar je, maksimalno se potrudim. Kakšen boš pa ti, ali boš zadovoljen, nezadovoljen, ali boš srečen, ali boš to, ali boš imel pokvarjen, karkoli, to je tvoja zgodba. Jaz delujem v skladu z scenarijem, v skladu z dogovorom, v skladu s pogodbo in maksimalno želim vsakemu dati znotraj tisto, kar lahko. In that's all. Zdaj pa, če si ti nezadovoljen, je to, in jaz delam vse in je vse v skladu z neko zgodbo, je pa to tvoja zgodba. In je prav, in je pravilno, da si nezadovoljen. In mislim, da moraš imeti pravico do tega, da si nezadovoljen. Vsej, to je zapisano po mojem v ustavi ali pa vsaj v neki popotniški širini in svobodi posameznika, da je vsakdo lahko tak, kot je. In tukaj, ko je vsakdo lahko tak, kot je, pravzaprav pol začne funkcionirati ta skupinska dinamika. Ko ti po parih dneh, če bi bil recimo nezadovoljen, in bi ugotovil, da mogoče pa drugi ostali so te sprijeli kot in teče življenje in reče, Miha je malo nezadovoljnež, ta se pa dobro smeje, on je malo introvertiran, znotraj skupine, ko se to vzpostavi in potem recimo imamo še nekoga, ki stalno nekaj še malo recimo se pritožuje, ne, in bo rekel, Cvetka se pa stalno pritožuje, super, ne, in se bo ona pritoževala, en se bo smejal, en se bo jokal, en bo tole in bomo lepo potovali taki, kot smo. V resnici je to popolna slika pestrosti življenja. Ne? Bolj ko je pestra skupina, večja je njena moč. Ravno to sem te želel vprašati. To je to. Se pravi, idealnega popotnika, da bi bila recimo idealna skupina strukturirana iz popolnoma homogenih ljudi. Brez veze. To ni pol človek, ne? Zato pa govorim, da biti glavni igralec, sopotnikov glavni igralec, tako kot je, doživlja okolico. Seveda tukaj so te, recimo, lahko ta tolerančne meje, bolj ko se sproščiš, več imaš tolerance in tako dalje. Zelo je pomembno, da imamo neka pravila igre, ki obstajajo. In tukaj redko kdo, ki je vključen in je spoštovan, kakršen je, bo šel čez svoje meje. To se mi je, ne vem, če se mi je kdaj zgodilo, v 30 letih. Pa ste koga kdaj poslali domov? Smo.
Smo, ker so stvari, ki pač, recimo, če je tukaj, vem, da smo parkrat ali mi, ali pa letalske družbe, ali karkoli. Velikokrat je bil kakšen alkohol vmes, če recimo, ko nekdo zamuja ali pa ima neke težave in je ogrožen program, tukaj ne moreš karkoli narediti, lahko človeka opozoriš, da pač jaz sem odgovoren za to, da program speljem, ne? In da če nekdo moti, mu lahko pač se izloči iz skupine. Saj imamo določene splošne pogoje, vzance in tako naprej. Ne? Velikokrat je tudi, ampak to so tudi neke povsem normalne stvari, ki tako to življenje. Ker v bistvu potovanje je praktično simulacija življenja. In življenje se ti vse lahko zgodi. Lahko se ti zgodijo stvari, ki so ti všeč, pa ki ti niso. Pa bolezni se lahko zgodijo, tudi smrti se lahko zgodijo. Razne kombinacije se lahko zgodijo. In v bistvu, kaj je lepo, da ti sprostiš to zgodbo, jo koordiniraš, imaš svoj scenarij, ga pelješ in opletaš, ne sodiš, ampak probaš, skušaš razumeti, skušaš pomagati, in usmerjaš vse v močno temo zgodbo z velikim Z. In potem vidiš, Miha, se mi zdi tukaj, potem je že samo interakcija znotraj skupine že ena velika zgodba. In potem še seveda vse, kar pride okrog. In to je tisto, kar potovanje omogoča. Torej, skupino je treba dojeti kot dodano vrednost, ne kot težavo oziroma breme. Ogromno je potnikov, ki so bili recimo prej potovali individualno, kot si prej omenil, sami so bili čisto samostojni, so prišli v skupino in prva stvar, ko rečejo, veste, vodnik, Oskar, jaz sem pa prvič v skupini. In jaz rečem, čudovito, lepo, da ste sprejeli izziv. V primeru, da bo karkoli, da boste počutili tesnobo ali karkoli, mi pridite posebej povedati, jaz bom posebej malo skrbel za vas, ampak welcome to the club. In če vse skupaj teče, ko se ljudje sprostijo, velikokrat potem rečejo, wow, kakšna zanimiva izkušnja. In prebijajo neko. Tazga potovanja je bila zelo zanimiva. Jaz sem zelo, rekel, bolj kot ne introvertiran človek, ki se težko integrira v skupine in na koncu je bila moja izkušnja taka, da sem se pa dejansko 5 dni pred koncem potovanja pa res zlil in po domače povedano zaštekal s to skupino in vem, da sem takrat sklenil, da bom v bodoče poskušal to prej narediti, ker se je splačalo, je bilo res vredno. Zdaj mogoče ne vem, če je to sploh smiselno, da te sprašujem, ampak en štikel od Party Breakersov pravi, da najbolje se potuje, kad potuješ sam. Vse to bo, prevodi bodo, da ne bo kdo, a če kdo ne ve, pa povem, najbolje se potuje, če potuješ sam. Kako si ti s solo potovanji? Super sem, jaz sem pravzaprav začel s potovanjem, celo življenje sem potoval in vse te praktično, večina tega izhodišč sem nabral prav na svojih potovanjih. Tako da sem že v svojih potovanjih šel najprej od enke, preko dvojke, preko trojke, preko vrhunskega avanturizma in potem vse to tudi nekako prežvečil, postavil nekako v neke strukture. Tako da v bistvu jaz osebno sem solo popotnik. Solo po duši, Ampak, če te nadgradim, prav zanimivo, to mi je zdaj prišlo na misel. Danes mi je pa lepše potovati v skupini. In najlepše mi je potovati kot vodnik v skupini. To je pa tretja stopnička. In bom rekel, da te je univerzum blagoslovil s tem, da imaš svojo agencijo in da lahko službeno veliko potuješ kot vodnik. Zdaj ti si praktično, kakšen del leta si ti na poti? Zadnjih 7 let skušam spraviti moje potovanje pod 100 dni na leto. To je v bistvu zelo lepo, tako se mi zdi. Pod 100 dni, to je taka slaba tretjina leta. Samo tako, da bodo ljudje vedeli, s kom imajo opravka. Kaj je bil pa tvoj rekord, koliko dni na leto? Po moji statistiki mislim, da je bil 264 dni, mislim, da je to leta 2008. Drugače pa tam med 150 pa 250, to je bilo nekje, kar 20 let mojega življenja je bilo tam nekje med 150 do 250 na leto. Si bil več kot polovico zavestnega časa s kako skupino nekje na svetu. In obredel vse države tega sveta. Daleč od tega. Jaz sem samo v bistvu, sem se vračal nazaj v iste dežele, velikrat tako bolj
po feelingu. Ne? In veliko določenih delih sveta me sploh niso videli. Ne? In tudi zdaj še danes nima afinitete, da bi šel recimo v neke predele. Ne? Razumem, ampak si videl več sveta, kot smo ga videli ljudje, ki pač ne potujemo, oziroma se ne ukvarjamo poklicno s potovanjem. To želim zdaj napeljujem k temu zadnjemu vprašanju, ne, ker vem, da bo odgovor fantastičen. Ne. Seveda se kar ponuja zdaj, ne. Kako gre pa Oskar pol na dopust? Ne? Kam gre Oskar na dopust? Ne, tako? Ja, zdaj se prav veselim, še čez 2 tedna grem šotorit v kamp Stupice, v Istro. Zelo preprosto življenje, to mi ful všeč, to preprosto življenje mi je izjemno prijazno, v majhen šotorček z minimalnimi dodatki. Ne. Oskar gre v Stupice, to je tam pri Premanturi, če ne veste, ga lahko srečate. Pol pa en del pa zelo rad preživljam tudi na meditaciji, torej vipassana, 10-dnevni odklopi, po cele dneve meditirati v odmaknjenosti, to se mi je tudi en tak izjemen, bi rekel, push ali pa ne tak to, ja. Seveda pa tudi z družino in z vsemi mojimi najbližjimi, ne, rad preživljam tudi ta prosti čas. Oskar, kaj naj rečem? Najlepša hvala za še en izčrpen pogovor. Bova še kdaj sedla pa kakšno rekla. To je bilo to, ne. Zdaj veste, kje in na kak način preživljajo dopust med drugim. Ste zvedeli tudi to, ne, pravi popotniški profesionalci. Hvala, Oskar. Hvala tudi tebi. Hvala vam.